In moj današnji gost, doktor Sebastian Perko, je kar primeren kandidat za to, da se o tej temi pogovoriva malo več. Sebastian, smem prositi, da se predstaviš tako, kot želiš biti predstavljen? Aha, no, to pa ponavadi ne počnem. Ja, jaz sem, če greva iz gimnazije, ker sva obiskovala isto gimnazijo v Novem mestu, ena taka krasna šola, moram reči, da ne, se vidi, da smo, kar sposobni, prišli ven. Nato sem nadaljeval na Medicinski fakulteti v Ljubljani, na odseku za stomatologijo svoj študij, in že tam nekje v 3. letniku, a ne, mi je cela zadeva postala zelo nezanimiva v smislu delitve uradna, neuradna, alternativna, ne vem, 100 000 nekih medicin, pa kitajska, pa ajurvedska, pa aurikuloterapija, pa akupunktura, pa vsi med sabo malo, tako bi rekel, na potihem skregani, a ne, se pravi, to ni dobro, oni ne vejo, kva govorijo in tako naprej. Tako da sem takrat, bom rekel, skušal držati odprte oči, a ne, in recimo tudi srce. In sem se že nekje v 3. letniku začel zelo, pač ajurveda me je nekako potegnila, mogoče zaradi Indije kot take, in sem jo bral vzporedno s tem, kar sem študiral v tako imenovani uradni medicini. Saj kaj je neuradna medicina, ne vem čisto dobro, a ne, ampak tako ime se je nekako, mogoče celo bi lahko rekel arhetipsko prijelo, medicine, ki nekako ki je nekako farmacevtska medicina. Seveda nič slabega s tem ne mislim, ne, je pa pač to tipična farmacevtska medicina, ki, tudi zadnjič je bil en intervju, pa so rekli, zahodna medicina, pa sem, oziroma to je bil ravno intervju, ki je danes objavljen v reviji ISIS, to je glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, z mano, a ne, in tam sem jaz not rekel, da to ni več zahodna medicina, ta farmacevtska, ampak je globalna, ne, saj je povsod to že. A ne, tako da moramo majčkeno, to percepcijo pa izraze obnoviti. No, da se vrnem na temo. Nekako sem se ugodno počutil, udobno počutil, oziroma sem ta neki notranji klic sledil in sem že takrat začel razmišljati o tem, a ne. Pravzaprav sem se hotel na medicino prepisati. Zame stomatologija oziroma danes dentalna medicina je bila zgolj neka pot do tja, ker na maturi sem ravno za eno točko falil, da bi bil na medicino sprejet, a ne. Ampak sem že po 1. letniku začutil, a ne, da pa to morda le ni bilo, tako slabo, oziroma da je bilo to zelo dobro, da sem bil sprejet na stomatologijo, ker, zobozdravstvo pač ponuja, nekako še ta praktični vidik, ta handy, a ne, če rad z rokami delaš, potem v zobozdravstvu najdeš veliko izzivov. Sreča je pa tudi bila, in to je bila sreča, da je v tistem času bil profesor, danes pokojni, ki pa je strastno in, mislim, verjel v to povezavo med usti in telesom. In me je zelo navdušil. To sem, mislim, da tudi v tem intervjuju v tej, v glasilu ISIS se sicer imenuje, ne, glasilo Zdravniške zbornice, ja, a ne. In, takrat sem začel res, študirati, medicino, telo in usta. Potem proti koncu sem že videl, da ta dodiplomski študij ne napolni moje potrebe po znanju in razumevanju, in sem že praktično med pripravništvom, no, to sem hodil iz ene pisarne v drugo, z ARRS-ja na Inštitut Jožef Stefan, in sem jih prosil na kolenih, če jaz lahko začnem že kar doktorat delati, a ne. In na koncu so popustili in so mi ugodili. Na Inštitutu Jožef Stefan? Tako, Inštitut Jožef Stefan je eno tako krasno šolo odprl, to je res, mislim, za naše razmere res mednarodna podiplomska šola, kjer se doktorski študij prilagodi študentu, se ne prilagodi študent doktorskemu študiju. Torej jaz sem hotel tudi na biomedicini doktorat delati, ampak so mi prav vsi asistenti in docenti odsvetovali, ker so rekli, da je en kup enega brezveznega balasta in da od tega v praktičnem življenju nimaš nič. Poznali pa so me, da sem zelo praktičen človek, ki ideje prizemljuje, a ne. Jaz ne morem zdaj, nisem tiste vrste znanstvenik, ki, dela, bom rekel, tipično bazično znanost, a ne, ampak jaz sem tisti, ki dela aplikativno znanost in jo pol tudi do pacienta pripelje, a ne. To tule jaz, resoniram, če lahko ta izraz uporabim, ne. In
v tisti šoli, kakor sem se namatral, da sem zraven prišel na odsek za inženirsko keramiko, ki je imel program biokeramiko, material, ki ga danes uporabljamo za vsadke, mostičke in tako naprej, ga jaz poznam do atomov, oziroma zdaj je moje znanje verjetno že malo staro. In tam se mi je potem pa svet odprl, ne. Na filozofski, tudi znanstveni, seveda po znanju, a ne, ampak predvsem ta filozofija, takrat se mi je prav utrnil ta rek, a ne, da se učimo od učiteljev, ki se učijo, a ne. Me razumete, a ne? A sva na ti ali Na ti sva rekla, ja. sva? Ja. A ne, ker ti vedno misliš, a ne, da profesor vse ve, a ne, in da praktično, a ne, skozi slediš, a ne, ampak na tistem študiju sem spoznal, da praktično ko pridemo do neke točke, je ta neka meja, recimo ta neka cona, a ne, lahko se temu reče tudi siva cona, pa ne mislim v pravnem smislu, a ne, kjer se iščejo raznorazne krivine, ampak siva cona življenja, mogoče bi lahko tudi kakšno drugo barvo dal, rumeno ali pa zlato, ne vem, kot simboli transformacije, ne, kjer pa se jaz zelo udobno počutim, a ne, da sem pač napreden, da sem inovator, da izumljam kaj, da to seveda s pacienti potem komuniciram, da praktično medicino, ki jaz osebno rad rečem integrativna medicina, potem lahko tudi v praksi uporabljam. Okej, mogoče moje začetno vprašanje, glede na to, da uradna medicina naj bi slonela na nekih raziskavah, na neki znanosti, na nekem poglobljenem razumevanju človekovega telesa, atomov in vsega, kar je še zraven. Kako to, da pri integrativni medicini pravzaprav te privlači ravno to učenje, pravzaprav znanost, torej kako to, da se uradna medicina ravno po tej znanosti naj bi ločila od integrativne medicine, po drugi strani je pa v integrativni medicini neki sod brez dna za se učiti do onemoglosti in ves čas odkrivati nove stvari. Ja, tule je treba dva aspekta pogledati. En aspekt je, da to, kar farmacevtska medicina počne, a ne, so resne kemikalije, a ne, in tam ne moreš ti nekaj zdaj kar probavati, a ne. Veliko teh kemikalij seveda je prišlo iz rastlin ali pa, ne vem, jih bakterije sintetizirajo ali pa, a me razumeš, ne. In seveda tam ne moreš, a ne, mislim, tudi recimo ta zgodba o anestetikih in kokainu je taka zelo lepa, a ne. Prvi anestetik je bil kokain, a ne. Potem so ugotovili, da so se začeli ljudje malo zadevati, a ne, vključujoč zdravnike, in so naredili prokain, a ne, to je pač iz kokaina molekula, ki je bila potem anestetik in je lahko še danes, ki se uporablja, kakor jaz vem, tako v neki tej, če ji moramo zdaj reči uradni medicini, ne, in recimo tudi v biološki medicini, ki jo prakticirajo v Nemčiji, Švici, Avstriji, ne, v tem delu sveta, kjer delajo tako imenovano nevralno terapijo, to je neke vrste akupunktura. Sicer zdaj, če bi me nekdo slišal iz one strani, bi rekel, kva ta govori, ampak v osnovi je to, ne. In, a ne, in ko gremo mi potem v bolj zapletena zdravila, dejansko pač je vsa ta znanost, preden damo to v človeka, zelo pomembna, ne, saj vemo, da se veliko zdravil umakne iz prodaje, ke se pa so bili zelo veliko testov narejenih o varnosti, živalske študije, potem jaz vem, ke sem bil študent, a ne, so plačali, pa smo študenti, mislim, jaz nisem se kvalificiral, ker sem takrat še kadil, hvala bogu, a ne, ker, a ne, takrat si pač tudi rabil kakšne finance, ampak moji sošolci so hodili v klinični center. Ja, za 7 dni so bili not, kontrolirana hrana, jemali so zdravila, oni so pa spremljali parametre na temo varnosti. Seveda so bila ta zdravila že prej, ne, testirana na drugih živih bitjih, a ne. In potem se je zgodilo, ne, to jaz mislim, da ni težko danes z umetno inteligenco pogledati, katera vsa zdravila so že bila v uporabi, pa so jih umaknili, ker so šele pozneje ugotovili en kup stranskih učinkov. Tako da za ta del medicine, a ne, brez kakršnihkoli negativnih prizvokov je ta znanost nujna.
Ne gre drugače, ker če ne bomo pobili veliko ljudi, a ne. Kaj pa za integrativno medicino? Zdaj, integrativna medicina uporablja tudi to medicino, a ne. Jaz sem včeraj operiral pacienta, pa sem mu, ker ima neko zelo specifično težavo, dal antibiotik lokalno v rano in tudi sem mu dal eno kuro za narediti, ker ima eno zelo specifično težavo, a ne. In bomo seveda te negativne učinke antibiotika potem z drugim polom ali pa recimo z integracijo znanj z tega seveda nazaj postavili in me ne skrbi, ker je to mlad človek, a ne. To je, ne vem, koliko je, 40 je star, a ne. Mlad. Okej, hvala. Ne, ja. Saj, jaz mislim, da tam življenjska doba, recimo za našo generacijo ali pa za najine otroke, ali pa za naše otroke, sigurno se lahko pogovarjamo o 120, 130, tule ni vprašanja, ne. Jaz tudi mislim, da morda ta padec rodnosti pa vsega je vseeno to malo naravno, a ne, ker mi bomo dlje živeli, mi bomo dlje delali, a ne. Jaz si ne predstavljam, da grem v penzion, no, mislim. Drugače tukaj bi samo pritrdila, ravno prejšnji teden sem poslušala en podcast, z doktor Davidom Sinclairom, ki pravi, da, profesor iz Harvarda, ki se ukvarja z raziskavami v zvezi z dolgoživostjo, on dejansko pravi, da so odkrili, na kakšen način, se dejansko da podaljšati življenjska doba za 20-30 let, da se celice dejansko obnavljajo, da, sprožiš mehanizem v celicah, torej po naravni poti je to staranje, ker se celice ne obnavljajo, da v bistvu, ko posežeš noter, da se celica začne obnavljati in da se dejansko lahko začne obnavljati tudi v starejšem obdobju in da to močno prispeva k dolgoživosti. To mi tule v Ljubljani že delamo. Pacient star 70 let pride z rano tule na čelu, ki se ne zaceli za kožo, a ne. Potem delamo pač to integrativno diagnostiko, ki vključuje tudi farmacevtsko medicino, a ne, še posebej v tem delu na zobozdravstvu. Po enem letu in on mene na začetku tudi, ja, pa kako, a ne bomo, zdaj te rane zdravili? Pa sem rekel, ne bomo, a ne, ker za rano zdravijo so specialisti dermatologi, a ne, če se bi samo s kožo lokalno ukvarjali, potem greste do specialista, pa bosta probala z nekimi mazili oziroma jaz ne poznam terapij, ki jih dermatologi delajo, to poskušala, a ne. Ampak ne vem, a je že bil, pa ni funkcioniralo ali kako, zdaj ne vem čisto dobro, ker se v te stvari ne poglabljam. No, po enem letu se je njemu koža zrasla. Čist. Ne vidi se, kje je imel rano. To je bilo, pa recimo, da je bilo od tega morda 3 tedne bolj intenzivnih terapij, potem pa, malo manj neke vzdrževalne faze, a ne. Kar pomeni, da so celice na novo zrasle, a ne. Kar pomeni, da se telo tudi pri 70 še hudičev, če lahko tako rečem, celi in da ima regenerativno sposobnost. Tudi zame je bil ta pacient, zato ga vedno povem eye opener, a ne, da saj, če je pa nekdo 70, 80 in jaz imam recimo, mislim, da sem prejšnji teden imel 80 let starega pacienta brez zdravil. Ke pa malo gleda, kaj je, da ne je procesirane hrane, recimo. Prideva do tega.